Fizioterapeutka Valentina Maroh. Kakšne palice priporočate za uporabo oziroma na kaj naj bodo uporabniki palic pozorni? Zdaj na tržišču že obstaja toliko različnih modelov palic, da priporočam, da se najprej jih več preizkusite, vidite, katera vam paše na roko, katera vam je vizualno všeč. Pri nabavi palice morate biti pozorni na namen palice. Ali rabite minimalno oporo, to vam je dovolj palica z enojno oporo. Potem, če rabite malo večjo oporo, lahko uporabite takšno palico z trinožno ali štirinožno oporo. Potem, če ste še bolj nestabilni, lahko uporabite tudi te pohodne palice, ki posnema malo bolj to naravno hojo. Potem pomembna je tudi višina palice, da ni previsoka oziroma da ni prenizka. Pozorni ste na ročaj, da je fiksen, da ne drsi, da vam je udoben na roko, predvsem to. In pa v zadnji, pa se mi zdi skoraj najbolj pomembni fazi, pa je, kakšna vam je palica na izgled. Zdaj, izbrati si morate tako palico, ki vam bo všeč, ki se bo skladala že z vašim stilom, ker na koncu koncev palica bo vsak dan z vami. Izbirate pa lahko tudi med fiksnimi palicami ali pa zložljivimi. Se pravi, palico lahko zložite, date v torbico pa nesete zraven. To je, kar se tega tiče, to. Palico si lahko ali samoplačniško kupite, lahko pa si uredite tudi pri zdravniku. Zdaj, svetujem vam, da ob nabavi palic mogoče vsaj enkrat obiščete fizioterapevta, da vam palice najprej po višini nastavi, da vas nauči pravilne hoje, pravilne uporabe, na kaj morate biti pozorni pri palicah, pa da dobite malo nek pogled v pravilno hojo. Ali so palice primerne tudi za bolnike, ki se želijo športno udejstvovati? Seveda, palice so odličen pripomoček, sploh te pohodne palice, ki si jih namestimo okrog zapestij in nas vseeno vodijo v hojo, dajo nam oporo, ampak nam vseeno niso v napoto. Najlepša hvala.